Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V četrtek je bila v Bohinju redna seja občinskega sveta. Na dnevnem redu so bili med drugim rebalans letošnjega proračuna, soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in problematika pojava podlubnikov na območju občine Bohinj. Sklepe seje takole povzema župan Franc Kramar. To je bila prva seja po malo daljšem odmoru. Dejstvo je, da je šlo v prvi točki za rebalans proračuna. Predvsem moram reči, po dobri plati dejstvo, da je bila letosna turistična sezona uspešna, da je bil višek sredstev od planiranega na področju turistične takse, na področju parkirnin. Skratka, s tem rebalansom smo te viške prerazporedili. Del gre za turizem Bohinj, za njihovo dejavnost, en del gre pa za cesto od odcepa glavne ceste proti jezeru do vasi Brod. Tako da sem vesel, da so svetniki ta rebalans tudi potrdili. Gre tudi za večji delež dohodnine. Potem je bila na dnevnem redu točka glede umirjanja prometa. Tukaj moram reči, da je bilo kup idej, kup enih smernic, kup enih predlogov glede tega, da je treba pripraviti eno globalno študijo umirjanja prometa na območju Bohinjskega jezera. Vesel sem, da so svetniki prepoznali množičnost turizma v Bohinju v poletni sezoni kot nekaj, kar je treba stremeti k temu, da se zadeva uredi v to smer, da bojo stacionarni gosti imeli boljše pogoje za njihovo bivanje v kraju in da se bomo krčevito borili proti množičnemu turizmu. Ne gre za to, da odganjamo turiste, daleč od tega, ampak gre za to, da omogočimo turistom normalno in pa kvalitetno bivanje v naši občini. Potem je bila točka dnevnega reda tudi podlubniki, se pravi lubadar. Tukaj se bo Komisija za kmetijstvo, turizem in prehrano skupaj s svetnico Vesno Arh spopadla z problemom po pravni poti, ker dejansko niso bili svetniki zadovoljni z odgovorom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in so se odločili, da bojo vztrajali pri tem, da dobijo konkreten odgovor, se pravi tak, ki bo dal vedeti, da se lahko nekdo na državni ravni s tem problemom resno ukvarja in da gre dejansko za naravno katastrofo. Potem je bila nekaj točke bilo imenovanje predstavnikov občine, potem je bila točka sodna poravnava z nadškofijo Ljubljana, glede na dejstvo, da je treba urediti razmerje med nadškofijo kot lastnikom zemljišča, kjer stoji čistilna naprava in kjer smo leta 2010 dejansko pridobili znatna evropska sredstva za to, da smo naredili kanalizacijo in pa čistilno napravo, vendar pa takrat ni bilo možno urediti statusa zemljišča, ker je bila denacionalizacija. Mi smo se takrat zavezali, da bomo poizkusili v prostorskem planu spremeniti določene parcele. To nam žal zaradi negativnih smerničarjev ni uspelo, no in sedaj smo se z nadškofijo pogodili, da sicer namesto 240 tisoč evrov plačamo le 200 tisoč evrov in to v 3 letih, tako da se bo ta status uredil in da bo pač tako, kot je potrebno. Dejstvo je, da ni šlo za nikakršno prelaganje iz prejšnjega občinskega sveta na ta občinski svet. Šlo je izključno za to, da se stvari pravno formalno uredijo in pa da se seveda občina Bohinj izogne tožbi nadškofije Ljubljana, s katero bi občina seveda znatno izgubila in bi to bilo bistveno slabše kot pa sama poravnava. V Mojstrani so ta teden pripravili posvet mladih in odločevalcev. Organizirali so ga v okviru projekta Rastimo skupaj, s katerim želijo v sodelovanju z občino Kranjska Gora okrepiti sodelovanje med mladimi in odločevalci z namenom izboljšanja stanja mladih v občini. Na srečanju so spregovorili o aktualnih temah in izzivih, vzpostavili partnerstva med mladinskimi organizacijami, organizacijami za mlade in občino, ter vse akterje ozaveščali o pomenu vključevanja mladih v lokalno skupnost. Posvet je bil namenjen mladim med 15 in 29 letom ter tudi odločevalcem.
Kot so ugotovili na srečanju v občini, obstaja interes za to, da se mlade bolj vključi v procese odločanja in da je oblikovanje mladinske politike ključno za razvoj občine. Eden od poskusov večjega vključevanja mladih v javno življenje v občini je bilo tudi Društvo mladih Kranjska Gora, ki ga je pred 5 leti ustanovila nekaj aktivnih posameznikov, predvsem iz Mojstrane. A tudi njim, predvsem zaradi vedno manjše odzivnosti mladih, počasi zmanjkuje energije in idej. Na zadnjem srečanju so se zato odločili, da bodo na občini preverili možnosti za zaposlitev osebe, ki bo prek javnih del poskušala navdušiti mlade za sodelovanje v procesih odločanja. Prav tako se bodo dogovorili z obema osnovnima šolama, kjer bi radi že učence zadnje triade poučili o tem, da je in kako je mogoče sodelovati pri sooblikovanju sveta, v katerem živimo. V načrtu pa je še oblikovanje tako imenovanega participatornega proračuna, to je zagotavljanje dela sredstev v občinskem proračunu, ki bodo porabljena tako, kot se bodo odločili mladi. Dolina pod Poncami je ta konec tedna gostila zadnji 2 tekmi FIS poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. Fantje so najprej lovili daljave na 139-metrski Bloudkovi velikanki, nato pa se pomerili še na rolkah na 10-kilometrski progi nordijskega centra. Švito 9, oziroma Nijan Špic, švito 10, TKI, Kapo je štartal, švito 11, včeraj švito 12, Ljubljel, Franorje, Magnus, Hovdal, Moan, ki je štartal, včeraj švito 12, pa švito 12, Druni, Pisaki, Nagamine, pa za njim švito 13, Trajcel, Timhu, razdalje pa štartal za Slovenijo, Viktor Kovič! Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. Mladinski center Jesenice in Gornjesavski muzej Jesenice ob tednu otroka v torek ob 17. vabita na ogled poučne igrice Junaški jelen v izvedbi družinskega gledališča Kolenc. Prireditev bo v dvorani Kolperen na Jesenicah. Delavnica peka kruha v krušni peči in izdelovanje masla v pinji bo v Liznikovi domačiji v sredo ob 16. Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na prečanje karavank od Korena do Vošce. Odhod bo v soboto ob 7. uri izpred penziona Špik v Gozdu Martuljku. Z osebnimi avtomobili se boste odpeljali do izhodišča na Koren, nato pa peš nadaljevali do Vošce in se stopili v srednji vrh. Čas celotne zmerne hoje je 6 do 7 ur. Planinsko društvo Jesenice pa obvešča, da je planinska postojanka Zavetišče pod Špičkom zaprta. Odprta je le zimska soba. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene Kronike tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič.